Spoštovani, dober večer. Dobrodošli v oddaji Na glas, kjer bomo nocoj na glas govorili o motoristični sezoni. Spomladanska otoplitev in mamljivi sončni žarki seboj prinašajo tudi vožnjo z motociklom. Gre za nekoliko drugačno vožnjo, ki voznikom predstavlja predvsem užitek in način življenja. Po drugi strani pa je takšna vožnja lahko tudi izjemno nevarna. Kako torej zmanjšati število nezgod motoristov, bom nocoj govoril s pomočnikom komandirja postaje prometne policije Maribor, gospodom Jankom Zrnkom, gospodom Urbanom Latinovičem, učiteljem vožnje pri prometni šoli Maribor, gospodom Stanetom Golobom, predsednikom motorističnega kluba Blue Nights in gospodom Danijem Pehatom, ustanoviteljem motorističnega kluba Pohorski Abohi. Dobro večer vsem skupaj. Tako po nekajmesečnem zimskem premoru bodo motoristi tako spet seli na svoje enosledne jeklene lepotce, pa predvidevam, da zimski premor pusti kar nekaj posledic. Kateri so torej tisti varnostni ukrepi, ki jih moramo opraviti pred začetkom prve spomladanske vožnje z motociklom? Gospod Golob, kako se vi lotite prve spomladanske vožnje? Predvidevam, da tudi na vas je pustila zima nekaj posledic. Ja, dejstvo je, dobro večer. Dejstvo je, da je res, da pusti kar nekaj posledic tako na motoru kot na vozniku. In prvo, kar je, ko se začne, bom rekel, sezona motociklizma, treba prvo preveriti motor, če je v spravnem stanju, predvsem pneumatike, tudi če so še dobri profili, treba preveriti, če je ustrezno tlačno stanje, bom rekel, v pneumatiki, poleg tega zavodne sisteme in vse ostalo, kar pač spada zraven, da je vožnja varna. Potem druga faza pa je, da vsaj v začetku treba se odločiti za malo krajše vožnje in pa te, bom rekel, sploh v spomladanskem času moraš precej paziti na to, da upoštevaš še minulo zimo na cestah. Pomeni, da se zna zgoditi, da je dosti peska, ljudje začnejo delati na kmetijskih površinah, obstajajo nanosi, razne umazanije na ceste in pač to pri vožnji treba upoštevati. Poleg tega pa se počasi z kilometri pač nabija kondicija, ki jo potem potrebuješ za poletne čase ali pa pozno pomladanske. Gospod Pehant, imate vi morda kak poseben ritual ali pa kakšno posebno pripravljalno tehniko na novo sezono vožnje z motociklom? Verjetno je telesna pripravljenost tudi ključnega pomena. Samo to v smislu izvolite. Kolegu Stanetu, da je fajn, če se motorist tudi zimsko po zimi pripravlja telesno in fizično, da se pripravi na sezono. Ostalo pa tako je rekel, je predvsem potrebno upoštevati razmere na cestišču, po zimi se pravi pesek, dvig asfalta, kakšne luknje posebne in tako dalje. Se pravi, čeprav razumem, je morda spomladi bolje biti nekoliko zadržan in ne preveč neučakan, kar se tiče vožnje z motorjem. Je bolje počakati, da se razmere na cestah normalizirajo, da tako rečem? Bi rekel to tudi, ja. Predvsem pa je to odvisno od same zime, kakšna je bila. Če je taka mila, kot je letos, tudi dosti peska danes letos ni na cesti, vidim, da ga že čistijo. Jasno pa je, ko je prvo sonce, pa 15 stopinj do 20 smo na cesti. Vas premami. To pa je to, ja. Celotno zimo čakate, da se zadeve... Da se lahko spet malo sprostiš na cesto. Drugo pa je, mi imamo vsako leto tudi za svoje motoriste, ker je to klub, za svoje motoriste povabimo sosedne motoriste, dan varne vožnje, pridejo iz prometne postaje, policijske, da potem avtošola kakšna, da malo obnovimo tudi spremembe v samih zakonih. Vidimo pa tako na koncu, da bi to tudi bilo potrebno za vse ostale udeležence, eno tako izobraževanje v nekem
sploh malo starejši, ko smo, teže nam je dojemati neke spremembe, sploh tisti, ki so nedeljski vozniki. Tako da. Gospod Latinovič, vi ste, kolikor vem, tudi sam motorist, čeprav poučujete vožnjo v avtomobilu pri prometni šoli Maribor, ali oboje? Oboje. Kaj vi recimo bodočim, se pravi kandidatom za voznika motornega kolesa, kaj jim svetujete, kar se tiče nove sezone, se pravi po zimskem premoru? Še imate kaj za dodat, morda? Saj ste kolega že kar dosti povedali, ampak dosti se daje poudarka predvsem na opazovanju, da ne opazujejo druge udeležence, ne opazujejo podlago, po kateri vozijo, ker se da s tem preprečiti marsikakšna nevarna situacija. Gospod Zelenko, tudi kolikor vem, policisti se na novo sezono, se pravi policisti motoristi, se na novo sezono pripravijo z eno orientacijsko vožnjo po Sloveniji, drži? Oziroma kondicijska vožnja? Kot ste rekel, policisti, motoristi se pa dejansko začnemo na sezono pripravljati že po zimi. Takoj, bom rekel, po novem letu, tam meseca februarja, začetku že začnemo z simulatorjem v prostoru. To v bistvu vsi policisti, motoristi dajo ta sklop, dobijo tudi malo teoretičnih znanj. Potem drugi sklop je poligon, ki ga tudi mora obvezno opraviti vsak policist. Te znane elemente poligona, vožnja osmice, stožci, zaviranja, izogibanja. Zadnji sklop pa je kondicijska vožnja, mi temu rečemo, okrog 300 km zajema, v katero so vključene v bistvu vse ceste, od avtoceste, regionalnih cest, tudi makadamska cesta. In ko policist, motorist opravi te 3 sklope priprav na novo motoristično sezono, lahko v bistvu začne opravljati službo z motornim kolesom. Gospod Latinovič, gospod Zelenko je omenil simulator. Tudi vi razpolagate z simulatorjem? Ne, še nekaj so govorili na šoli, da bi ga naj letos nabavili, ampak ni ga pa še, no. No, ker verjetno simulator marsikaj olajša. Zdaj kandidatom tukaj po mestni vožnji težko pričarate srno, ki naenkrat priteče na cestišče ali morda, ne vem, kakšno kamenje ali druge ovire, ki se naenkrat lahko pojavijo na cestišču? To je res, ampak na splošno gledano je zelo težko ponazoriti te situacije, ki se dejansko v prometu dogajajo. Na nekatere stvari pač potrebno misliti na njih, pa ko jih doživiš. Ja, no, ker motoristom je tukaj, gospod Golob, verjetno precej težko, ne, zdaj, če neka divjad nenadoma skoči na cestišče v avtomobilu, je prav gotovo precej drugače, kot če si na motociklu. To je res, divjad je nepredvidljiva tudi za voznike osebnih avtomobilov, skoraj na priznan primera, da bi se izognil v tistem trenutku, ko to skoči. Ampak posledice so... Ampak on je ostal na vseh 4 kolesih, motorist je, bom rekel, v 90% se prevrne na tla, posledično so potem telesne poškodbe in materialna škoda, ja. Ampak to so okoliščine, katerih ne moreš predvidevati, sicer prilagodiš hitrost glede na razmere oziroma glede na okolico, kjer se voziš, kjer lahko pričakuješ to. To pa je tudi vse, kar lahko. Večji problem so vse zdaj v začetku hladna asfalt, hladna jutra, vlažna vlaga, ki te preseneti, če si malo preveč, kot ste rekel prej, neočakan. Zdaj ovire na cesti pa pač treba hitrost prilagoditi glede na razmere, žal. Verjetno tudi... Pri motoristih. Izvolite, gospod Latinovič. Ja, kar izvolite, seveda. Vse, ker ravno poligonske vaje so sestavni del izpita in tiste vaje v bistvu nekako ponazorijo realne situacije, malo tudi izogib oviri, zaviranje v sili, ampak to je dejansko vse v kontroliranih okoliščinah, dokler ne doživiš, da ti srna skoči čez cesto, pa da se potem v tisti stresni situaciji znaš pametno odločiti, kaj narediti, ni tako enostavno, no. Tisto na poligonu se vsega tudi ne da narediti.
Ja, gospod Pehant, vi ste predajali, da v teh preventivnih akcijah sodelujete tudi z policijo. Ste morda že preizkusili ta njihov simulator? Smo. Vsako leto, pravzaprav lani ga nismo, ker smo malo prepozno javili, da bi ga imeli. Je interesantna stvar, ampak v bistvu je pa tako, to so refleksi, ki v sami vožnji refleksi delajo, vse nimaš časa razmišljati, kaj boš naredil. In s tem simulatorom si nekako spodbujaš reflekse, ne? Ja, prav gotovo je ta simulator dodana vrednost. Ja, sigurno, ne. Zato, ker se pravim, v sami situaciji refleks, nimaš časa na koncu razmišljati, če ti se naskoči. Kaj boš razmišljal? Te je že ona pred tabo, pa ti po luftu, ne? To refleksi delajo, ne? Se pravi, kaj, da je potem tudi potrebno, da tako rečem, znati past z motociklom? Ja, ko gledamo dirke, znajo past, se vstane. Se pravi, tudi to je neka prednost, če te nekaj zadrži, ne? Dobro je tudi ta jopič, airbag, ne? Je to že tudi v prosti prodaji, ni to zgolj v športu? Je že v prosti prodaji, to je, mislim, da je že kar 2 leti, ne? Pred 2 letoma smo bili na enem Slovenj-Gradcu ravno z njimi na dnevu varne vožnje in tam je bila predstavitev tega jopiča, ne? Ne je prednost. Gospod Zrnko, torej, če prav razumem, je tu neko medsebojno sodelovanje tudi, kar se tiče tega simulatorja, ga ne uporabljate zgolj za interno rabo, je na voljo tudi ostalim oziroma vsakemu, ki bi si želel tega preizkusiti? Bom rekel zdaj tak, policija nismo sam represivni organ, delujemo tudi preventivno. V sklopu teh naših preventivnih dejavnosti, jasno, koliko nam dopušča čas, se povezujemo z raznimi klubi, društvi, skušamo pomagati in zdaj, koliko nam čas dopušča, koliko je teh možnosti, se potrudimo, ja, in povabimo društva, da se udeležijo kak dan, tudi takih stvari, tudi poligona, tudi simulator, se pravi, odvisno, koliko nam čas dopušča, se pa potrudimo, da čim več to ljudje spoznajo, sigurno. No, pa zdaj, ko organiziramo, bom rekel, povabimo klub, zdaj ne more, da bi prišli pred policijsko postajo, pa bi rekli, jaz bi pa malo probal simulator, ne. Razumem, se pravi, to je neka organizirana zadeva. Tako, mi sami povabimo ta društva, sodelujemo dobro z njimi, vse v želji čim bolj varne udeležbe teh motoristov v cestnem prometu. No, pa zdaj, ko smo ravno pri preventivi, gospod Golob, kako recimo preventiva izgleda v vašem klubu? Mi to organiziramo bolj kot ne vsako leto, ali pa se udeležimo preventivnih dejavnosti pri drugih klubih, ki prav tako organizirajo. Izgleda pa tako, da je preko stojnic, preko raznih, bom rekel, vladnih in nevladnih služb, ki skrbijo za cestni promet, teoretično predstavljeno sama vožnja oziroma način vožnje, varnost v cestnem prometu. Poleg tega se postavi poligon z stožci ali kakorkoli drugače, kjer je ponavadi en inštruktor avtošole z praktičnim prikazom vožnje in pa poleg tega po praktičnem prikazu se vsak motorist ima možnost peljati po tem poligonu z nadzorom tega inštruktorja. Prav tako pa dostikrat se poslužujemo, tako je gospod Zrnko že povedal, da policijsko postajo ali pa policijsko upravo povabimo k sodelovanju, da nam tudi oni pokažejo tudi za tem simulatorjem. In v glavnem je to. Je kar dosti, ponavadi traja uro, 2. Klubov je pa toliko v Sloveniji, da skoraj se ne more zgoditi, da bi šel na cesto nepripravljen, ker imaš možnost se udeležiti teh preventivnih delavnic kjerkoli po Sloveniji, oziroma vsaj najbližje greš pač, pa probaš. In če prav razumem, vaš klub Blue Knights večina članov predstavlja nekdanje oziroma še aktivne policiste? Ja. Drži? Se pravi, policiste na splošno ali zgolj policiste motoriste?
Ne, to so policisti na splošno, člani kluba so pa policisti motoristi. Ja. Oziroma, tako je v našem statutu zapisano, da je član kluba lahko vsak, ki ima od države dano pooblastilo, da odzame prostost. Pomeni tudi sodniki, pravosodni sodniki, policisti, vse službe, ki imajo pooblastilo, da odzame prostost, so lahko člani tega motorističnega društva. In tudi morda s tem nekoliko razbijate tabuje, da ste policisti zgolj represivni organ, ampak pokažete, da tudi imate svoj motoristični klub z podobnim izgledom, se pravi temi usnjenimi dodatki kot vsi ostali klubi? Ja, mi v našem klubu je tako, da v bistvu izviramo iz Amerike, zaradi tega tudi tam je v štartu bil klub opremljen z temi modrimi brezrokovniki, tako da je zdaj bom rekel, po celem svetu vsi člani so bolj kot ne v modrih. To je prepoznavno napram drugim klubom. Je pa tako, da so pri nas tudi klubi, ki nas pa ne vidijo najraje, ker se bavijo s čim takim, kar jih potem moti, pri čemer jih moti prisotnost policije, oziroma vse vejo, da smo policisti pod to, rekel, motoristično opremo. Tako da, ampak v večini klubov smo dobro došli in se da sodelovati na vseh panogah, pa vseh dejavnostih. Gospod Pehant, predvidevam, da preventiva v vašem klubu je zelo podobna. Prej ste že dejali, da sodelujete z policijo. Se pravi, sodelujemo pod policijo, z reševalcem, ker je dejansko, ko se vozimo, redko se sam pelješ, leta 2-3. In bistvo je, da znaš ti pomagati v slučaju nesreče potem svojim sopotnikom, snečala do ker gledajte, prvo pomoč smo delali, gledajte, jaz vem, da je kjer izpit naredil, ne? Takrat, ko smo delali izpit za avtomobil. Tako, ne, to je dolgo let nazaj in jaz mislim, da je ena zelo pomembna stvar za vsakega udeleženca v prometu, da bi v nekem obdobju obnovil ta znanja, ki jih je takrat, ker pozabimo enostavno, ne? Gospod Latinovič, vi sicer že tako in tako skrbite za preventivo, ker izobražujete bodoče voznike motorjev ali avtomobilov, ampak vseeno, kako vi skrbite za še dodatno preventivo in opozorila, da je vožnja z motociklom lahko precej nevarna, predvsem zaradi tega, ker so motoristi izjemno ranljivi? Dobro, v osnovi pač ti, ki se izobražujejo, ki so kandidati za voznike, njim nekako probam vcepiti, da vedno motorista boli, vedno boli tistega, ki je na enoslednem vozilu, pa če je kriv ali ni. Zdaj, če mu to ostane do konca življenja, pol smo zmagali. Kar se pa preventive tiče, pa vse so neka predavanja, vsake toliko cestno-prometnih predpisov na šoli, tudi za tiste, ki že imajo vozniške izpite. Zdaj imamo 14. maja na šoli tudi dan prometne varnosti, sicer ni namenjen motoristom, ampak bo tudi o motoristih zraven. Nekaj se dogaja, niso pa to najbolj obiskani dogodki, no, to bom pa iskreno povedal. Se temu verjetno lahko tudi vidva pritrdita, ali so vaši dogodki namenjeni preventivi zelo dobro obiskani? Gospod Golob? Ja, se to sem že prej povedal v enem delu, da je teh dogodkov skoraj pri vsakem motorističnem klubu enkrat na leto in v bistvu se sam svojega dogodka udeležuješ, pa tisti bližnji prijatelji, ki so tam, ker v bistvu tisti, ko res manjka, bo šel še na kakšne ali pa dva dogodka izven svojega kluba, oziroma ko ga klub ne organizira, gre pač k kolegom pogledati, drugače pa teh dogodkov je dovolj po celi, vsak klub v bistvu ga organizira in ima možnost vsak motorist to pogledati. Bi pa tu poudaril, da v začetku sezone vsaj bi bilo, tudi mi opozarjamo na teh delavnicah, da opozarjamo voznike avtomobilov, oziroma voznike vseh vozil na 4 kolesih, da smo spet na cesti in da naj pazijo na to, da naj prilagajajo, naj pogledajo pred sabo, za sabo. Motoristi, pač kaki so, ne bom govoril, pa bom rekel, vsakrat malo pogaso stisne kdaj in tu je hitro težava, ti si sicer
zanesljiv voznik, paziš na vse, kar boš naredil, ampak drugi udeleženci, ki pa prihajajo nekaj strani, pa ti je velika verjetnost ali pa nevarnost, da te bo spregledal. Zato se mi zdi tudi pri teh preventivnih dejavnostih to pomembni aspekt preventive pri dvokolesnem prometu v cesti. Gospod Zrnko, vi verjetno nasplošno kot policija pa poskrbite za preventivo vseh udeležencev, se pravi opozarjate tudi voznike avtomobilov in seveda tudi ostale udeležence, ki so v prometu, kako ranljivi so vozniki motornih koles ali motorjev in da je potrebna še dodatna previdnost. Pa verjetno se boste strinjali, da z preventivo je potrebno začeti že zelo zgodaj, ne? Ja, absolutno. Zdaj, če mislite časovno gledano zgodaj na starost človeka, Se pravi, tako, ja, verjetno. se preventiva začne v vrtcu. Tako. Če gledamo tako, bi moralo biti. Sam mislim, da se je to v zadnjih letih ogromno spremenilo. Javna agencija Republike Slovenije za varnost cestnega prometa je v zadnjih letih res ogromno naredila na preventivi na vseh področjih. Ogromno je njihovega angažiranja, ogromno je te literature, ogromno teh objav, tako da mislim, da se tudi na statističnih podatkih že pozna to delo in ja, seveda. Ker verjetno, če nekdo že od majhnih nog nekako živi s tem, da so v prometu tudi motoristi, ki so izjemno ranljivi, bo potem kasneje, ko bo sam naredil izpit morda za avtomobil, avtomatsko spremljal in bo se vzelo tudi na vse ostale, ne bo zgledal zgolj na sebe. Jasno, gledajte, to so stvari, ki bi morali biti že mogoče nekoč samo objavne. Tako kot otroka učiš v vrtcu ali pa doma, da mora pozdraviti, da mora nekaj stvari narediti, tako se jih začne učiti, da mora iti čez cesto po prehodu za pešce, da gre čez cesto, ko je zelena luč in ta stvar se sam stopnjuje. Do tistega leta, 5. ko začne voziti kolo in jaz mislim, da ti programi so izdelani, da to delajo vedno boljše in to se tudi pozna na cesti. Najlepša hvala. Nadaljujemo po oglasih. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli nazaj. Ostali smo pri preventivi. Gospod Latinovič, zdaj od policije nekako vsi pričakujemo, da bo poskrbela za preventivo že zelo zgodaj, da bo obiskovala šole. Pa me zanima, se tudi vi poslužujete takšnih prijemov, da morda že prej, se pravi, ne ko kandidat pride k vam, ampak da že prej poskrbite za neko preventivo in opozarjate morda že v šolah, srednjih šolah? Ja, dobro. Jaz sem šole vožnje, prometne šole Maribor, mi smo pač prometna šola, pri nas je kar dosti poudarka na... Verjamem, da tam je za to poskrbljeno. Bi pa mogoče res izkoristil to priložnost, da motoristi, starši motoristi, ker večinoma tisti, ki pridejo delati izpite za motor, so otroci motoristov. Tisti starši, ki dosledno uporabljajo opremo, tudi otroci jo dosledno uporabljajo. Tisti starši, ki pa hodijo v japonkah, pa v kratkih hlačah v trgovino, taki otroci pa z zelo veliko muko si tudi čelado zapnejo, bi se kar z odpeto čelado vozili. In to tudi mogoče zgled staršev dost vleče, da ni dovolj samo v vrtcu pa v šolah delati, ampak da tudi starši bi se morali zavedati svoje odgovornosti. Zelo dobro, zdaj, ko ste odprli temo opreme. Gospod Golob, kaj je pravzaprav tista prava oziroma zadostna oprema motorista? Nekako mislim, da vse večji del družbe bo rekel čelada in je to. Pa verjetno je čelada zgolj tista osnova. Ja, tako ste rekli, čelada je tisto, kar se vidi na motorista, ko pripelje proti vam. Je pa bistven del opreme in hlače in bluza podložena z raznimi ščitniki, plastičnimi v komolcih, v ramenih, v kolenih, kolkih, zaščita hrbtenice. Tako kolega že prej poudaril, dobijo se brezrokavniki airbag, ki jih lahko daš pod jakno, ki se sproži v primeru padca.
Je pa tako, sem zdaj že na enih jumbo plakatih videl, če si prehiter, ti tudi to usnje ne pomaga kaj dosti, tako da poleg te, bom rekel, kvalitetne opreme, ki je draga, da se razumemo, poleg kvalitetne opreme je tudi treba z razumom iti na motor, pa bo ti tudi ta oprema potem rešila življenje ali pa vse hujše poškodbe. Gospod Pehant, kakšno opremo uporabljate vi na motociklu? Čelado, prav gotovo? Pavice, jakno, hlače, škorne. Se pravi, to je vse verjetno material usnje oziroma takšen material, ki se ne utrga prehitro. Neoprenske zadeve dobre, tako je pa kolega rekel, predvsem so pa ščitniki, ker kolene, komolci so prvi, boki, hrbtenica je prvo poškodovano, ne. Se pravi, usnje je kar močna zadeva, ne. Ja, gospod Golob je dejal, da je oprema draga, ampak verjetno zdaj, če se nekdo odloči, da bo vozil motorno kolo oziroma motocikl, je verjetno mora razmišljati. Za opremo imeti, ne. Tako, se pravi, tukaj ni dobro preveč šparati. Tu ni dobro šparati, ne. Se pravi, da je človek, ko se odloči za takšen hobi, bom rekel, mora razmišljati tudi o tem, da bo oprema prava. Da bo oprema prava, ja. Gospod Zrnko, zdaj, ko smo pri opremi in temu vprašanju, ali zmanjša možnost poškodb ali ne, oziroma gospod Golob je že povedal, da pri veliki hitrosti pač tudi oprema ne bo kaj dosti pomagala. Statistika je tukaj kar slaba, oziroma bom rekel, ni na strani motoristov, kar se tiče poškodb. Nezgod je morda nekoliko manj kot tistih z avtomobilom, ampak so pa imajo večinoma težje posledice. Ja, vse to je jasno. Zdaj, če zaključimo samo pri opremi, ne. Oprema v prvi vrsti naj ne bo za modno pisto. Kot sta omenila, zelo važna je pravilna izbira prave opreme, da vam je ta oprema in pravilno prav, da imate pravo številko, da nimate prevelikih rokavic, da nimate prevelike jakne, da nimate prevelike čelade. Zadeve morajo biti narejene po meri, čelada ne sme opletati, ko govorimo o opremi. Ta oprema mora biti, koliko se da, res kvalitetna in pa tudi pravilna izbira. Ne morate imeti, ne vem, na jet čelade, na motorju, če je predvidena za skuter, za kolo, se ve, kakšna modisna čelada naj bi bila za motorno kolo, in pa vsa ta oprema, ki sta jo sogovornika naštela. Kar se tiče poškodb, jasno, vse ste povedali, recimo, včasih se je reklo, kdo je že padel z motorom, ve, lažje je drseti v osebnem kombinezonu po asfaltu, ko pa v kavbojkah. Motorist je pač specifika, nisi zaščiten, pomeni vsak padec, pomeni neke vrste telesnih poškodb, tak ali drugače. Enostavno si nezaščiten v vozilu, imaš ti vseeno nekaj petkov okrog sebe, na motorju nimaš nič. In padec z motorjem je seveda absolutno vleče za sabo telesne poškodbe, take in drugačne. Pa če se morda vrneva še na opremo, kako pa je z rabljeno opremo? Glede, jaz nisem zagovornik rabljene opreme, predvsem je zato, ker, ne vem, čelada ima to oblogo, ki jo ima, se ti vleže po glavi, ljudje imamo vsak malo različno obliko glave. Tudi ostale stvari, ne bom rekel zdaj, da ne moreš imeti od nekoga jakne, če je to ista številka. Predvsem čelade jaz ne bi prakticiral rabljene. Ti materiali se zaradi sonca, dežja, vremenskih vplivov starajo, slabšajo, zdaj pa, ne vem, 5-6 let se je stara čelada zagotovo, ni več tiste kvalitete kot nova. Tako da pri teh stvareh treba biti vseeno malo, bom rekel, seveda, zmeren pri stroških, pa da ne daš kar tako nekaj na glavo ali pa na sebe, pa tudi ni vredno. Gospod Latinovič, se verjetno strinjate, kar se tiče rabljene opreme. Vi ste namreč načeli temo opreme. Rabljena oprema ni najbolj priporočljiva. Definitivno ne, ker tudi ne vemo, kaj se je dogajalo z njo. Čelada, tudi če nekomu z roke padla z 1 metra višine, mogoče od zunaj samo popraskana zgleda, pa notranja školjka mogoče počena in v primeru nesreče, kjer so res enormne sile, bo tista školjka popustila, pol pa pač glava prenesla preostanek sile. Lobanja.
pa ni za to namenjena. No. Tako da tudi ne vemo, kaj se je dogajalo prej z njo. Jaz tudi nisem neki zagovornik rabljenja opreme. No. Gospod Zrnko, zdaj, prej sva že malo načela temo statistike, ki ne govori v prid motoristom, pa me zanima, kaj so tisti najbolj pogosti prekrški motoristov? Je to hitrost? Slišali smo že gospoda Goloba, da je dejal, da je veliko takih, ki radi pritisnejo na plin. Ja, gledajte, jaz zagotovo nisem zagovornik kršitev kakršnih koli predpisov. Če bi kdo rad malo bolj pritisnil na plin, sprobal motorno kolo, kakorkoli ali sebe, bi mu priporočil poligon ali pa eno od teh središč, kjer se to sme početi, pa naj to tam naredi na cesti, pa naj upošteva cestno-prometne predpise. Jasno, da je hitrost še vedno na prvem mestu. Hitrost je tista, ki kori, bom rekel, so tudi motoristov. In zmanjšuje reakcijski čas in zato potem prihaja. Absolutno, gledaj, hitrost je taka čudežna zgodba, tudi fizikalne formule so vezane več od manj na to hitrost. Čisto druga zgodba je, ko vi peljete 50 na uro, pa peljete 80 na uro, to vozilo ali ustaviti, ali se izogniti oviri, ali početi karkoli. Hitrost je problem na naših cestah še vedno. In kakšna je statistika za leto 2018 na območju policijske uprave Maribor? Statistično gledano se stvari izboljšujejo. Bom rekel, če gledamo samo najhujše posledice prometnih nesreč, govorimo za policijsko upravo Maribor, smo v letu 2017 imeli 4 mrtve motoriste, lani samo enega. Kljub temu, da se število prometnih udeležencev povečuje, se pravi, in avtomobilov, kolesarjev, pešcev, tovornih se povečuje. Očitno se pa dela dobro tako na preventivi, kot na izpitni avtošolah, bom rekel, in v klubih. Zagotovo večino, bom rekel, 90% vsi delajo na pozitivno, gledajo na to, predvsem dajo ogromno na varnost in to se pozna. Gospod Golob, zdaj vas kot motorista sprašujem, katere so tiste pasti oziroma najbolj pogoste in najnevarnejše pasti, ki pretijo motoristom? Ja, pri povišanih hitrostih je kar nekaj. Prvič, če ne poznaš terena, kjer voziš ceste, tudi ne veš, kaj te pričakuje, koliko zaprto vinek ali kam je vinek. Ogromno je, bom rekel, in pešcev, in kolesarjev, in voznikov avtomobilov, ki ali te ne vidijo, ali pa misli se še daleč, pa zapelje ven. Največja past pa meni se zdi, da je kar v motoristovi glavi. Ker če gre on z razumom na motor, z zbranimi mislimi, da med vožnjo ne razmišlja o ne vem kakih težavah, potem bo tudi določene stvari pričakoval, predvideval in pa temu prilagodil. Tako da jaz sem predvsem mnenja, da bom rekel, motoristi imajo znanja osnovnega dovolj, tudi preventivnega usposabljanja verjetno dovolj, pa ti to čistič ne pomaga, če si ti z mislimi nekje drugje v trenutku, ko si na motorju. Poleg tega pa motoristi se že dolgo pogovarjamo, bom rekel, na območju Slovenije, da pa še vseeno manjka en poligon, kjer bi motoristi se lahko sprostili. Tu bi mogoče dopolnil kolega Zrnka, da si te res lahko reči na poligon, bomo rekel, na dirkališče, ne vem, ali v Zagreb, ali v Krapje, v Reko. Pa tudi ne moreš kar tak, ne moreš reči, da sem se pa jaz prišel peljati, dajte mi pustite 2 kroga, ne gre, to je povezano z enormnimi stroški, z reševalno službo, ki je tam z vsem ostalim. Tako da še vseeno smo motoristi mnenja, pa priročno je bilo tudi v sodelovanju z avtošolami, da se končno ustvari en poligon, ena dovolj dolga ranina, da tisti, ki imajo želje pa adrenalino, da je res v enem nadziranem območju to sprosti
pa da prije na cesto, tako sem rekel, z prazno glavo, z zbranimi mislimi in potem teh pasti tudi ni na cesti. Gospod Latinovič, se strinjate, da je potreben poligon, nek večji poligon v Sloveniji za sproščanje adrenalina? Na začetku sem že dejal, da je pravzaprav motociklizem tudi način življenja, ne? In verjetno je večina takšnih, ki želijo iz svojega motocikla iztisniti maksimalno oziroma preizkušajo svoje meje, ki jih je pa najvarneje preizkušati prav na nekem poligonu oziroma kar dirkališču, verjetno, ne? Ja, bi se kar strinjal, ja, da to naredijo v kontroliranih okoliščinah, da tega ne delajo na cesti. Sicer se tudi pri izpitih malo spremenilo, ker zdaj po nove, zdaj v preteklih letih vsak, ki naredi izpit, mora tudi opraviti tečaj varne vožnje, vsak začetnik. In tisti tečaj varne vožnje, ki ga tudi izvajajo na poligonu, zelo pomaga motoristom. Tam lahko spet v kontroliranih okoliščinah vidijo, koliko se da motor nagneti, z višje hitrosti, kako težko ga ustaviti, pa kako močno lahko zavirajo. Ampak je ta en poligon v Sloveniji pa premali. Dejansko je pa namenjen samo za to uporabo, za tečaje varne vožnje, tako uporabniki, motoristi, ki pa že imajo izpite, pa nimajo možnosti tega niti trenirati, niti probavati. Pa verjetno je tudi smiselno, da nekdo, ki začne z vožnjo motocikla, da ne začne z nekim močnim, težkim motorjem, ampak da gre to postopoma. Se pravi, verjetno najbolj optimalno bi bilo, da začne z 50 kubičnim, nadaljuje z 125 kubičnim, 250, 500 in potem verjetno... Ja, res je. Res je, se strinjam. Je pri nas tako? Ne. Večina jih pride delati kar direkt za kategorijo A, neomejeno, to je brez omejitev. Zdaj mi se sicer trudimo dopovedati, da ne začnejo res 600 kubičnim motorjem, ker ga tudi tega na začetku ne bojo izkoristili potencijala, ki ga ima motor. 1000 kubičnega, precej teže vladati, je težji, bolj grobo odreagira na vsako napako, da vseeno rabijo kar precej izkušenj. To, da naredi izpit, je en zelo mali delček znanja, ki je potrebno, da lahko dolgo časa vozi motor. In z 600 kubični še mogoče kako napako oprosti, 1000 kubični pa ne. Ja, in verjetno... Ja, izvolite, kar izvolite. Azijska država, zdaj sem zlagal katera, ima to dobro rešeno, greš lahko delati izpit za motor, ki ga lahko digneš stav. Ne bom trdil, ampak ena punca, ki ne dvigne, ne vem, več kot 125 kubičnega motora, ne more dobiti za neomejeno, recimo. Gospod Zrnko, kaj pravite na takšno zakonodajo? Bilo bi zanimivo. Oni živijo, zakaj je, ne vem. Verjetno to res ni najbolje, da lahko... Glejte, tako pri vseh stvareh, večini stvareh v življenju štejejo izkušnje. Absolutno se strinjam z sogovornikom, ki uči te stvari, da bi začel postopoma, vsako stvar. Da ne bom rekel z mopedom, pa bi potem šel na motorno kolo, seveda. Vsi pa, ko vozimo motore, vemo, izkušnje so tiste, ki te kalijo, ki te delajo motorista. Ne vem, če bi rekel prvi dan, če bi se še spomnil, kak je bilo, ko si se peljal z motorom, tisto stvari nisi poznal, nisi vedel, danes je to imaš v glavi. In to samo kilometrina naredi, pomeni izkušnje, seveda, ki bi jih mogel na nek način vključiti, kako bi to lahko zakonodaja naredila, da ne bi mi pol izpadli tisti, ko nekaj narobe z nami, ker nekaj, če bi to prasta pisali, kako bi to izgledalo, kdo bi koliko lahko videl, Ja, na nek način pa te izkušnje, pa absolutno, vse to zakonodaja na nek način je uredila s temi leti, samo mislim, da na 14 let več pol tak ni omejitve. Verjetno pa je še dodatno problematično, da so pa najbolj zaželjeni, ali da rečem najbolj moderni, pa prav tej cestni motocikli, ki imajo največ navora, največ kubikov. To je bolj pri mladih, se mi zdi, pri starejših niti več. No, vse to je problematično, da pri mladih, ki nimajo izkušenj in ravno tej si želijo motocikle, ki so najtežje obvladljivi in dosegajo najvišje hitrosti. Vse tej cestni motocikli, ki jih lahko kupiš v prosti prodaji 300 km/h.
pa se vrnemo nazaj na prejšnjo temo, ne, ko je gospod govoril o tem, da starši vzgajamo otroke, jih pa vzgojimo tako, da to delajo postopoma, ne. Tako, no, ja. Je pa težava verjetno, da tudi cenovna dostopnost? Danes je motorno kolo, bom rekel, cenovno precej bolj dostopno, kot je bilo to nekoč. Ne. Motorno kolo si, ne vem, 10-15 let nazaj zelo težko kupil. 30 let nazaj rečemo. Ja, kot danes, ne. Danes pa ga imaš za 500-600 jurja, 2 jurja. Pa še verjetno je še ena težava, da teh cestnih motociklov, se pravi športnih, praktično počasi ne moreš voziti. Ali se motim? Zdaj so narejeni na... Vsako vozilo se da voziti počasi ali hitro, ne? Mislim, o tem zdaj ni... Ampak verjetno ni namenjeno. No, ni pa tudi namenjeno dirkanje, ne? Na cesti so vsi ostali udeleženci cestnega prometa in prvo, kaj ni fair do ostalih. Ti nimaš pravice z ničemer ogrožati drugega udeleženca cestnega prometa in absolutno je nedopustno, da bi kdorkoli razmišljal o tem, da bi zato zdaj, ker pač športni motor mogel pa voziti 40 ali pa 200, mislim, to ne sprejemljivo. Ampak po statistiki, zdaj sicer ne vem, če imate to statistiko, ampak verjetno je več nezgod z temi tako imenovanimi cestnimi motorji, kot pa z čoperji, ki predvidevam, da jih vozita vidva. Statistika se vodi na različne načine, bom rekel, ni razdeljena po tipih motorja. Pa mogoče po vaših izkušnjah? Bi rekel, ja, zagotovo več primerih. Zagotovo, ravno ko govorimo zopet o tej hitrosti. Ja. Ker čoperisti, bom rekel, po naših izkušnjah, po tem pa, kar poznamo, gre za starejše motoriste, bom rekel, izkušenejše voznike. Pri njih nikoli ni bila hitrost, adrenalin, bolj potovanja, uživanje v vožnji in primer, če govorimo o čoperistih. Zagotovo jih je, če bi šlo zdaj gledati, najmanj udeleženih v prometnih nesrečah, kjer bi bil vzrok hitrost. Zanimivo, ne, da ravno dejali ste starejši motoristi, se pravi tisti z veliko izkušnjami, si kasneje izberejo motocikl, ki ni tako nevaren, mladi, ki pa nimajo izkušenj, pa si želijo tistega, ki je najbolj nevaren. Se to je vredno. Mogoče zato, ker so oni že dali to skozi. Mislim, da je to taki življenjski cikl, ki smo ga dali vsi skozi. Zdaj, če se morda spomnil sebe, tudi jaz, ko sem bil mlad, ali pa vi, ko ste bil mlad, zagotovo ste imeli za tem, enostavno dozoriš, začneš drugače razmišljati, bolj pozitivno gledati na svet in na svet okoli sebe in preko sebe bomo rekli, da te sreča pamet. Gospod Pehant, se pravi, vi danes z motociklom zgolj uživate in opazujete okolico, koliko vam to seveda vožnja dovoljuje. Promet pa okolico, ker promet moraš gledati. Seveda. No, to, kar smo se prej pogovarjali, sem hotel samo še tu zdaj dodati, da je na primer preventiva, ki jo mi izvajamo, motoklubi za to varno vožnjo, slabo ali pa nič obiskana, ker mi jo organiziramo, naprimer, za nas, ampak tudi za krajane, tudi za celo občino. Vsi so dobrodošli, ampak enkrat še enega ni bilo. Pa mislim, da so tudi vsi ostali udeleženci v prometu bi morali se o tem razmišljati. Ker danes, ko se v avto vozi, on dela vse drugo, samo vozi, ne? Samo telefonira. Povejte mi enega motorista, ki bo držal telefon na uhi. Motorist je dosti bolj zbran na cesti. Dosti bolj. Ker drugače ne bo preživel. Tisti, ki ni zbran, ni preživel. Avtomobilist pa se skozi pogovarja, on je v kletki, on je brez skrbi, on kadi, on telefonira, kaj te nekaj se delajo, ženske se šminkajo, to vidiš. To vidiš, ko se na motorju pripelješ. Enostavno vidiš. Gospod Latinovič, verjetno se strinjate, da nekako vsi opozarjajo, ja, motoristi ste bolj ranljivi, bodite bolj pazljivi. Že prav, ampak verjetno je prav, da so tudi vsi ostali udeleženci v prometu prav tako pazljivi in spremljajo promet z enako koncentracijo, kot to počnejo motoristi. Zdaj samo na njih prelagati to, ja, zavedate se, da ste bolj ranljivi, pa bodite zato bolj pazljivi. Prav gotovo moramo biti vsi
enako pazljivi? Ja, bi se kar strinjal. Sploh zdaj pač to zimsko obdobje je, ko vozniki avtomobilov, tovornjakov mogoče malo pozabijo na motoriste in kolesarje, niso toliko pozorni, ne spremljajo bokov vozil. Pa pride ta spomladanski čas, ko se pokaže sonce, pa kar naenkrat so kolesarji zunaj, motoristi zunaj, prihajajo do konfliktnih situacij. Je pa res tako, kot je kolega rekel, vse se dela v avto, na internetu so, na telefonih, SMS-e pišejo, pogovarjajo se, razmišljajo, kaj bo v trgovini kupili, kaj bo za kosilo kuhali. Ja, drugi udeleženci, to je moje osebno mnenje, no, kar ogrožajo motoriste. Zdaj pa, motorist je sicer tisti, ki lahko to tveganje fejst zmanjša, saj mi malo višje smo, tudi vidimo koga, da tipka nekaj po telefonu, ne, smo lahko pripravljeni, da mogoče nas ne bo videl, da se pač ne peljemo ob njem, ampak da se malo odmaknemo od njega, če bo menjal pas, ker je zelo velika verjetnost, da nas bo zgrešil. Tako da motorist nekaj lahko naredi za sebe, vsega pa ne. Gospod Golob, koliko voznikov avtomobilov pa pride na vaše preventivne akcije, da tako rečem? Verjetno bi si jih tudi vi želeli več. Običajno, v glavnem, bližnji prijatelji nas motoristov, ki starejšega razloga niso prišli z motorjem. Aha, no in to so tako in tako vozniki, ki pazijo, ki se zavedajo. Dejstvo pa je tudi, da dostikrat povabijo medije, ki so pa, bom rekel, se ne odzovejo na take stvari, ker se mi zdi, da mediji imajo tu ključno vlogo. Delavnice za tista, ki bo na kraju, bo. Kako pa ljudi tja dobiti, se pravim, poskušamo preko radija, preko medijev, preko, bom rekel, totih socialnih omrežij, ampak kar se, bom rekel, uradnih medijev tiče, odzivnosti skoraj da ni, bom rekel. Tako da pač koliko gre od ust do to je tudi vse, pa te socialne mreže. Gospod Zrnko, vi lahko potrdite to, kaj so že kolegi dejali, kaj vse se dogaja v avtomobilu, kaj vse vozniki počnejo. Vi pa verjetno se ukvarjate tudi s tem, da voznike še dodatno, se pravi voznike avtomobilov, opozarjate, prišla je pomlad, sezona motoristov, bodite previdni, še bolj kot ste bili do zdaj oziroma čez zimo? Ja, vse verjetno ste opazili po medijih, ne? Tako kot sem prej povedal, Javna agencija za Republike Slovenije za varnost prometa vodijo in koordinira to delo in ogromno tega preventivnega materiala, takoj po zimi, po končani zimi začnejo s tem obveščanjem plakatov, vidite, letakov, ogromno teh opozoril, s katerimi opozarjamo in voznike, in motoriste, in v bistvu vse udeležence cestnega prometa, da se je začelo dogajati še nekaj zraven. Ja, ampak verjetno je pa ta subjektivni faktor vsakega voznika avtomobila problematičen, ker se počutijo varne in so morda zaradi tega manj pozorni. Ja, vprašanje je, zakaj kdo razmišlja. To, kar so vsi sogovorniki prej povedali, trend življenja danes tudi tak. Se pelješ iz službe domov, pa razmišljaš 3 stvari naprej, kaj boš počel še dalje. Čisto odvisno od posameznika, koliko je pripravljen kdo v to vložiti, pa za to narediti. Nadaljujemo po glasih. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v zadnjem delu oddaje, ki je namenjena novi motoristični sezoni in predvsem preventivi. Gospod Golob, nič nismo rekli, kar se tiče infrastrukture, kako je za to poskrbljeno v Sloveniji. Kolikor vem, tudi te varnostne ograje lahko predstavljajo veliko nevarnost za motoriste, predvsem stebrički teh ograj. Ali se morda motim? Jaz se ne bi strinjal najbolj s tem, to je le plastika, prepogibna, mislim, se prepogne. Ne, govorimo o teh železnih, ograjah. tako kovinskih ograjah z stebrički. Na nevarnih odsekih je običajno, tudi po Sloveniji sem videl že, da je dodana spodaj še odbojna ograja, da z motorjem ne greš pod ograjo. Se pravi, zaščita teh stebričkov?
Ampak to je na nevarnih odsekih, ki jih verjetno tudi policisti, tudi vzdrževalci oziroma Agencija Republike Slovenije za varnost prometa že pozna statistično in se to, ali se je že uredilo, ali se še ureja. Kje pa ni toliko izpostavljeno, tam pač se to ne postavlja, ampak bom rekel, večji problemi so mogoče neotrjene bankine, zaradi katerih vozniki štirikolesne oziroma vozniki avtomobilov ta pesek zaradi te vožnje po robu nanese na cesto in to je problem in pa obcestni jarki, kar se mene tiče. Običajno je tako, da če motorist cesto zapusti in konča v jarko, se bo slabo končalo, če je na ravnem, še mogoče so neke opcije. Da se reši? Da pa ceste, kakve so, žal ne moramo pomagati, večina motoristov jih pozna. Zdaj ti, ki vozijo bolj cestne motore, se verjetno vozijo malo več po avtocesti, mi se vozimo ostali po cestah, ki ni avtocesta, pomeni regionalnih cestah, lokalnih cestah, gozdovih, ne me narobe razumeti, po cestah skozi gozdove urejenih. In tam je pač cesta kakšna je. Državne ceste se urejajo, ostalo je pa vse prepuščeno lokalni skupnosti, ki pač vzdržuje tam. Gospod Pehant, ste morda vi opazili slabosti, kar se tiče infrastrukture in predvsem kar se tiče motoristov? No, jaz bi tako rekel, kar se cest tiče, v bistvu je, kakve so, tako so rekli. To mi ne bomo rešili, ne. Ampak moraš pa biti toliko zdrav v pameti, da se prilagodiš cesti. Samo to ti je spas. Dobra istočnica, gospod Latinovič, to me zdaj zanima. Vi kot inštruktor, tudi sam motorist, vas bo malo izzval. Se je že kdaj zgodilo, da ste morda dobili v šolo kandidata, za katerega ste takoj menili, da pa ni pravi za vožnjo motocikla in še podvprašanje, ali ste mu morda omenili, da morda pa naj poskusi kaj drugega? Ja, bom kar na oboje zdaj odgovoril. No, moram priznati, da ste me presenetili, povejte. Ja, ampak gledajte, zdaj njemu, če je zdravnik napisal potrdilo, da je on sposoben voziti motor, pol je on sposoben voziti motor, pol lahko jaz njemu govorim, kar želim, pa ne bo pomagalo. On pač prej, ko slej naredi izpit. Pa nasplošno je takšnih kandidatov vedno manj, vedno več, nasplošno malo veliko? Ne, vse so redki, da se ne bomo narobe razumeli, to je zelo redek pojav, vse pa zgodi. Nima pa nekega občutka, zdaj, če bi trend takih naraščal ali padal. Gospod Zrnko, vi se verjetno srečujete z ponavljajočimi prekrškarji, kar se tiče motoristov. Se tudi tu poslužujete morda, da komu svetujete, pogledajte, tolikokrat smo se že srečali, a ni bolje, da morda sedete za volan ali kaj drugega, niste pravi za motor? Kaj pa vem, takih nekih razgovorov o tem ne vodimo, ne? Mislim, mi bolj, ko takega ugotovimo enkrat, dvakrat, trikrat, bolj represivno prepoveste. Motor vzajemo, ne? Pač kaj zakon predpisuje. Da bi mi take razgovore vodili, ni praksa v policiji. Da ste še malo psihologa. To je verjetno. No, mogoče pa kdaj komu res, bolj v šali kot zares, bi rajši svetoval to, drugače pa so to druge službe, ki to delajo. No, pa se nasplošno, izvolite. No, pardon, to se telo Kar izvolite. Mogoče komu krivico delamo, pa v mlajših letih res mogoče tako deluje, da bi bilo boljše, da ne vozi motorja, pa če ima srečo, pa preživi naslednjih 10-15 let, mogoče se pa umiri, potem pa vseeno postane dober motorist. Ja, verjetno o tem ni dvoma, ampak problem je ravno, smo ugotavljali, da tista mladost je norost, ne? Čeprav ne smemo delati krivice, verjetno se vi srečujete tudi z zrelimi vozniki motornih koles, ki se v prometu, če se malo grob ne znajo obnašati. Zdaj ste vi te voznike motornih koles postavili pa ste pred njih zid. Jaz vem, da 90% ali pa več teh voznikov, vredov voznikov, ki se držijo predpisov, ki upoštevajo cestno predpisne, hvala Bogu, da je tak in da je takih vedno več.
da je kljub vsemu, bom rekel, vsem tem naporom, ko zdaj govorimo in preventivi in delo klubov in policije, da se ta procent teh, bom rekel, ki res ne razmišlja, bom rekel, od divjakov, od domače je vedno manj. In oni morajo se počutiti, da so izločeni že v sami družbi, da ne pašajo na cesto in tu se res pozna delo in državnih organov in klubov in vseh, da je teh ljudi res vedno manj. Se pravi, se skoraj da ne srečujete z ponavljajočimi prekrški? Se srečujemo, seveda se, samo pravim, ta odstotek je res vedno manjši. Gospod Pehant, nekaj ste želeli dodati? Samo to mislim reči, dodati k temu, ne, ker tisti, ki so res taki, tisti tak niso več živi. Skoraj tak. Ne? Se pravi... Če en taki izreden divjak, slejko prej se mu kaj zgodi, ne, to je... Kakšne so pa sicer vaše izkušnje iz prometa? Gospod Golob, ste imeli kdaj kakšno nezgodo, neprijetno izkušnjo, ki vam je dala misliti in vas morda za nekaj časa oddaljila od motocikla? Dejstvo je, da ne poznam motorista, bom rekel motorista, rešega motorista, ko take nezgode ni imel. To je pač izkušnja, ki jo ni fajn, ampak jo pravzaprav skoraj moraš doživeti, da znaš ceniti in avtošole, in policijo, in sebe kot takega, da greš, tako so rekel, z glavo na motor. Se mi pa je tako zgodilo, ja, vzem prednosti. Sicer, hvala Bogu, bila minimalna hitrost, ampak motora sem videl, da ne bom obvladal, ampak sem imel tiste sekunda, dve, še vsemo časa, da sem se jaz od motora odrinil. Bom rekel, skočil z motorja, da je motor šel samo v avto, tako da je bilo skoraj brez resnih poškodb, razen motor je bil pa, bom rekel, stolčen. Je se tudi tu problematika, da ob dresenju po vozišču lahko zdrsnete na nasprotni vozni pas in vas voznik avtomobila, ki vas ne pričakuje, lahko to je ta zbranost, ker če bi bil zmislil nekje drugje, ne vem, če je imel čas, mogoče, vse to ste ti v tistih 2 sekundah odvrti ena štorija, kaj pa zdaj? In zgleda dolgo, je pa res, minule so, ne vem, bom rekel, pa niso več kot 2 sekunde, ampak je bilo toliko časa, da si ocenil, ali boš ostal na motoru, pa boš brez kolen, ker bo te preko vrlo, ali bom položil, ali kaj bom, v kratkem času znaš, ampak če pa to nisi zbran, če si pa zmislil druge, pa te to preseneti in pol so pač poškodbe, kakve so, žal. Gospod Pehant, vaša neprijetna izkušnja, če ste imeli? No, to je bila ena, tako je rekel, ne, vsak se je že enkrat več ali manj skotal, ampak interesantna je bila tako, sem se ustavil pred prehodom za pešce, ker je hotela prečkati ena gospa z otrokom, tistem čujem, kak zadnji cvilijo gume, tako je rekel, dol sem skočil, na nogah sem ostal, samo motor je pa bil droben. Je pa velika materialna škoda nastane, ne. Hvala Bogu, ne, samo materialna škoda. Huje je, da bi motor bilo vrglo v žensko z otrokom ali karkoli, ne. Na kar pa ne bi imeli vpliva? Sigurno nimaš vpliva, ne. Ja. Tebe zdrave. Pa mene, ja. Se pravi, koncentracija je ključna. Gospod Latinovič, ste se vi že tudi srečali z situacijo v prometu, kjer ste morali na hitro odreagirati, da ste preprečili najhujše? Mogoče omenil eno situacijo, kjer sploh nisem imel časa odreagirati, ker je traktorist iz nasprotne strani. Se pravi, da vas prekinjam, najprej nisem vas vprašal, kakšen motor pa vi vozite? Potovalni enduro. Aha, se pravi podobno kot gospod Golob. Tudi potovalni, ampak ne enduro. Izvolite. Traktorist iz nasprotne smeri v bistvu je na njivo zavijal, tam ni bilo nobenega dovoza, je imel pa zelo dolg plug zadaj. In on, ko je zavil na tisto cesto, plug obrnilo čez na mojo stran, tisto me šlo mogoče 10-20 cm mimo noge, ampak to je tako na hitro obrnilo tisti plug, da jaz nisem časa niti odreagirati. Da ste samo, če malo karikiram, zamižali in upali na Ni bilo niti za to časa. Pač, ko je bilo mimo, sem se komaj zavedal, kaj se je zgodilo. Gospod Zrnko, sicer se bližamo koncu oddaje, bi vas na hitro prosil za vašo izkušnjo službeno
Se vam je zgodilo, da ste imeli na motorju nesrečo? Službeno ne, hvala Bogu. Sem pa imel z svojim, ker sem tudi sam motorist. Tako ste rekli, to skoraj da vem, pa ne poznam koga, da ni imel. Je pa spet okoličin bil, hvala Bogu, takšen, da se uspel rešiti na milimetre, recimo. In je bila izključno moja nepozornost, ker sem nekaj gledal okrog v enem križišču, kjer bi mogel biti pazljiv, ker je voznik pred mano zavijal in sem se v bistvu rešil za milimetre. Ja, to so stvari take, ki se ti zgodijo slej ko prej. In dodatne izkušnje, ki vam... Absolutno. Definitivno. Na take stvari vedno bolj. Mislim, točno tako. Tako, smo pri koncu oddaje, zdaj bi samo vsakega prosil, da morda z enim stavkom na svet motoristom, zdaj ob novi motoristični sezoni. Gospod Pehant. No, jaz bi jih povabil na dan varne vožnje, ki bo prvo soboto v maju. To bi bil najboljši nasvet, da obiščejo, če ne pri nas, pa pri katerem drugem klubu, ker vsi klubi skrbijo za svoje motoriste nekako. Gospod Latinovič, en stavek. Pa dobro, jaz bi kar dve besedi samo. Opazovanje in predvidevanje. Če bodo dovolj dobro opazovali druge udeležence podlago, po kateri vozijo, potem bodo tudi lahko predvideli marsikako nevarnost in preprečili, da do nje sploh pride. Gospod Golob? Jaz se tu v 100% strinjam gospodom Latinovičem, tako da skoraj nimam kaj druga dodati. Pa z razumom na motor. Gospod Zrnko. Vi ste se vse povedali, 100% varnost z motornim kolesom je pravijo takrat, ko je on parkiran v garaži in vas čaka na novo vožnjo. Upoštevajte hitrost, ne pijte alkohola, prepovedani substanc, idite na motor, ko ste razpoložen in uživajte. Najlepša hvala. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste bili nocoj moji gostje in svoje izkušnje in nasvete delili z mano in z našimi gledalci in gledalkami. Zahvaljujem se tudi vam, da ste nas spremljali preko malih ekranov. Zdaj prav gotovo veste več in predvsem to, da bodite v prometu strpni. Spremljajte nas spet naslednji četrtek, ko bomo vnovič na glas govorili o aktualnih temah. Lahko noč.